Nogometni navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni iz Ljubljane, kjer nas čaka tekma 12. kola, tekmeca pa Bravo in Maribor. Prelepa kulisa, prelepo vreme v Ljubljani in pa v naši družbi tudi strokovni sodelavec televizije Slovenija Nenad Protega. V tistem trenutku najboljši mladi vratar Maribora ni tam nekako videl, to je zelo nevarno. In zadetek. No, ko sva govorila o Žbetu Jugu, pa je najprej sicer dobro obranil, na koncu pa Mustafa Nukić. Rok Maher je, če sem prav videl, tam streljal z glavo, obramba in takole, Bravo iz svoje prve priložnosti prihaja v vodstvo. Drugi gol Mustafa Nukić v tej sezoni, poglejmo še enkrat. Ja, Kurtović je na koncu podal. Tam udarec Maherja in potem, ja. Zdaj, Mlakar na levi, Kronaveter na desni. Nima kamo dati, Mlakar je stekel v sredino, torej preslab strel za Igorja Vekića. Glede na to, da ni v računici. Tule pa zdaj lepa priložnost in ali bo to zadetek? Ja, na koncu je gol in 1:1. Rudi Požek Vancaš po pravi komediji izmešnjav je torej Maribor izenačil. V 18. minuti tule Igor Vekić. Videli bomo, kaj se je torej zgodilo v počasnem posnetku. Začelo se vse dobro podajo Klinarja. Tukaj je obramba Brava malce slabo stala. Kronaveter je dobil žogo 1:1. Dobro preigral, dober predložek. Tam pa pravzaprav izjemna napadalska akcija Špira Perinčiča, sprejem s prsi. Udarec, ki ga je Vekić obranil. Ki je v kazenskem prostoru. Nukić in Peričić. Nukić podaja. Pa Kramarić, ki se tam bori mimo vrat. Kakšna priložnost zdaj za... Z enako številko na hrbtu. Mlakar. Odličen predložek Kolmaniča. Majhna neprevidnost. Takšni predložki iz 30-35 metrov dostikrat ujamejo oba centralna branilca na spanju, če so dovolj kvalitetni. Poglejte, iz kje je tale predložek, izvrsten predložek Kolmaniča in Mlakar je igralec nedvomno, ki to zna zadeti. Kdo bo zdaj podal? Kurtović ali Trontelj? Ves čas skupaj. Ja, Trontelj, nedvomno. Trontelj. Izvrstno. Tole proti Nukiću. So te podaje do Nukića. Teče proti vratarju Jugo, ali bo Nukić hitrejši od Martinovića. Nukić strelja, kar nekaj težav zdaj za Juga. Ja, odličen udarec Nukića. Nukić toliko gara v obrambi, da je potem... Ali bo to rdeči karton? Tako je. Ni drugega. Do sem gor se je slišalo, kako je počilo po ščitniku Sandija Ogrinca in rdeči karton za Blaža Vrhovca. To pa bo zdaj zanimivo. Videli bomo torej, kako bo Maribor končal teh zadnjih 10 minut z igralcem manj. Seveda z igralcem manj, tako da bomo videli, kakšna bo njegova naloga. Jan Mlakar v driblingu. Mlakar strelja mimo vrat, brez kota. Pa zdaj Brekalo. Žugelj je sam tukaj. Žugelj sam, kaj bo zdaj storil? Žugelj strelja, reprezentanco. Repas. Zdaj tam. Repas. Ali bo Repas prišel do strela? Streljal je mimo vrat. Tole je bilo kar nevarno, zdaj ob koncu. Če nekaj manjka. Ja, Maribor se je dobro postavil v obrambi, težko smo prihajali do priložnosti, čeprav smo jih nekaj imeli, dobre situacije. Zmanjkal nam je dober zaključek za zadetek, da izenačimo in probamo tudi preobrniti rezultat. Že nekaj časa čakate na zmago, vas to muči? Ja, sigurno, zmage so želja vsake ekipe in delamo dobro, tako da slej ko prej bo zmage tudi prišle. Moramo biti zadovoljni kljub temu, da smo na koncu trpeli. Imeli smo igralcev manj, zato je bilo težko, ampak važno je, da smo zdržali in da odnesemo te točke.